Ste kot otrok iskali školjke, morske zvezde in klobase? V potapljaškem centru Šarki v Fiesi lahko pod vodstvom izkušenih inštruktorjev opravite svoj prvi spoznavni potop z jeklenko. In ugotovite, da je znakovni jezik idealen za komunikacijo pod vodo. Potapljanje je pač eden od takih športov, ki ljudi privlači in jim odkriva neke nove dimenzije. Se pravi, ta podvodni svet je čisto nekaj novega, ne? Tako da malo je adrenalina, malo je radovednosti. Je en tak šport, katerega lahko proba dejansko vsak. Povprečno zdrav človek, ki se dobro počuti v vodi in zna plavati, ne? Od te osnovne opreme bomo zdaj skupaj sestavili ta komplet za avtonomno potapljanje, ki ga sestavlja jeklenka, ki je v tem primeru 10-litrska, in pa jopič za uravnavanje naše plovnosti ter pa regulatorji, s katerimi lahko ta visok pritisk, ki je v jeklenki, spremenimo na nek tak pritisk, ki ga lahko potem mi dihamo z našimi pljuči. Ta jopič se nastavi na jeklenko. Potem vzamemo regulatorje. S tem regulatorjem bomo dihali, se pravi, ta bo tukaj je prost, pride preko naše desne rame. Ta del bomo lepo ugriznili z zobmi. Po zimi rabimo debelejšo obleko, poleti je dovolj mogoče že kratka obleka, ne? Ni pa ta obleka namenjena samo temu, da nas termično zaščiti, da nas ne zebe, ampak nas tudi varuje pred raznimi majhnimi poškodbami, odrgninami in takim zadevam.
važna stvar je, kot smo že omenjali, da bomo pod vodo izenačevali pritisk. To bomo počeli takoj, ko začutimo v naših ušesih prvo spremembo pritiska. To je ena od najbolj pomembnih stvari pri našem potopu, ko bo potrebno izenačevati pritisk. Če ne, ne moramo priti na globino večjo od 1,5 metra, 2. Druga zelo pomembna stvar bo tudi, da ves čas našega potopa enakomerno dihamo. Pod vodo so neke osnovne kretnje, ki se jih vsi potapljači naučijo. In teh kretenj je kar nekaj. Nekaj osnovnih je to pomeni, da je vse v redu, se pravi ok. In če je človeku to všeč, se ponavadi potem odloči in naredi prvi osnovni tečaj, to je Open Water Diver, se pravi potapljač, ki lahko za tako izkaznico gre nekje do 18 metrov globine. Z nadaljevalnim tečajem osvojimo nekaj več praktičnih znanj, se pravi imamo navigacijo, mogoče nočni potop, malo večja globina. Za tem nadaljevalnim tečajem gremo lahko do globine 30 metrov. Večja kot bo globina in daljši kot bo čas, prej lahko pride do problemov z dušikom, ki se kopiči v našem telesu. Če pa upoštevamo meje, ki so pač nekje določene, načeloma teh težav ne bi smelo biti. Svoj prvi potop lahko rezervirate na info@sharki.si ali po telefonu 070 111 112. Damo dol plavuti. Super bila.